Koliko poslancev novega sklica parlamenta je zaprosilo za službeno stanovanje? V Ljubljani je zanje na voljo 49 stanovanj različnih velikosti. Na vsem pa je skupna precej nizka neprofitna najemnina od 136 evrov mesečno. Pa gre res za nadstandardna, celo luksuzna stanovanja v samem središču prestolnice, kot se izvoljencem ljudstva pogosto očita. Več Ema Čepon. Poslanska plača, poslanska imuniteta, do 40 dni plačanega dopusta, nadomestila za ločeno življenje in menza z najcenejšo malico daleč naokoli. Poslanski poklic prinaša kar nekaj privilegijev, za tiste iz odročnejših krajev tudi stanovanje. Dodeljuje Mandatno-volilna komisija službena stanovanja Stanovanjskega sklada Državnega zbora v najem 15 poslankam in poslancem. Letos bo možnost poslanskega stanovanja izkoristilo 8 izvoljencev ljudstva iz Gibanja Svoboda, po 2 iz kvote SDS in SD, ter po 1 iz Levice, Demokratov in desnosredinskega trojčka. Na voljo pa je kar 49 stanovanj, najmanjše ima dobrih 20, največje pa 60 kvadratnih metrov, po zelo ugodnih, neprofitnih najemninah od 136 do 465 evrov. Poslanci so se sicer večkrat v preteklosti otresali očitkov, da gre za nadstandardne, celo razkošne objekte, le za peščico izbranih. To je bil nek kavč, ta kovinski del Fedre, so vam gledali, da je bo tako povedati. Zato sem seveda pač kupil tole poslo. Očitke o poslanskem luksuzu je na svoj račun, kot pravi, slišal tudi zdaj že nekdanji poslanec Svobode Aleksander Prosen Kralj, ki mu je komisija v prejšnjem sklicu dodelila največje stanovanje. Zdaj tako, namen samega poslanskega stanovanja naj bi v osnovi bil takrat, kadar poslanci, ko imamo dolge seje in ki trajajo recimo od jutra nekje od 9 ure 10, pa vse tja do 11 zvečer, zmatran se ne pelješ domov in da v takih primerih ga koristiš. Tako da jaz sem ga takrat vzel. A je v njem, kot pravi, bival le nekaj mesecev. Jaz sem imel malenko slabo izkušnjo, ker recimo kopalnica in sanitarije je spuščalo določene vonjave, ki dejansko življenje v stanovanju ni bilo takrat znosno, zato sem ga tudi vrnil. Kot so nam sporočili z Državnega zbora, so sicer vsa stanovanja redno vzdrževana, večja obnovitvena dela pa da v bližnji prihodnosti niso predvidena.